Kot lahko vidite, nas bo tokratni adrenalin kick popeljal v temo. Naši nagrajenci se namreč pravkar odpravljajo v skrivnostno podzemlje Kostanjeviške jame. Danes nas čaka ena divja timska avantura, to je skoraj garantirano. Gre za en timski program, ki ga bomo peljali v Kostanjeviški jami. 5 ur bomo noter se plazili, hodili, plezali, vse, v bistvu, kar tipični jamari počnejo. In na koncu, kar je, sigurno bo za njimi ena krasna jamska izkušnja. Preden gremo v jamo, so moja pričakovanja zelo taka adrenalinska, res. V bistvu me je kar strah, čeprav nasploh imam kar rada adrenalin, športe in tako podobne. Ampak tole, kar so povedali, je pa kar malo groza. Upam, da bo moja žilca tudi zadovoljena pa na koncu. Polno adrenalina, plazenja, da bomo čisto mokri, blatni. Eno nepozabno dogodivščino. Koliko so nam povedali člani ekipe, bo kar nekaj, utesnjenosti, blata in tako naprej. Kar nekaj novih izkušnji. Počutim se odlično. Poglejmo. Današnja pustolovščina bo v bistvu sestavljena iz 2 delov. Prvi bo tisti, bi rekel, timski del, ki obsega določene delavnice po jami. To bomo v glavnem uporabljali turistični del in pa eno dvorano, ki je v bližini turističnega dela. Drugi del bo pa adrenalinski, to bo pa tista prava pot v središče zemlje. In tukaj se bomo srečali z raznimi jamskimi ovirami, predvsem so to ožine, nekaj vode, blata, težki prehodi, timsko delo, se pravi pomoč en drugmu, da bomo prišli do cilja. Pot je postajala vse težja in preko skal, lukenj in strmih rovov smo se prebili v najbolj adrenalinski in predvsem izjemno ozek del jame. Zdaj bomo počasi zapustili lažji del jame. Kaj je bilo najboljše do sedaj? Najboljše spust po štriku. Najbolj težek del je bil spust po štriku dol, ker cel tim me je mogel držati in sem bila čisto odvisna v bistvu od njih, če so me popustili ali pa varovala. Tako da očistili smo jezerce, ki je tukaj v tej jami, tako da to. Trenutno se nahajamo v Kapniški dvorani. Tako je ta prostor dobil ime v načrtu jame. Kapniška dvorana ime preprosto zaradi vsebine, torej kapnikov, ki jih vidimo tukaj v velikem številu. Značilnost Kostanjeviške jame je prav v tem, da v kapnikih lahko prepoznamo določene kapniške oblike, pa tako lahko vidimo v naši jami krokodilovo glavo, drevesno gobo, sabljo, kralj Matjaž sedi v prestolu, pa Mavrico imamo, pa recimo vidimo lahko sladoled, pa Indijanca, Kristusa in vse te figure malo z baterijo pomagamo turistom in to vidijo. Skozi labirint rovov, ki jih je doslej premagala le peščica ljudi, smo se po slabi uri plazenja le prebili do cilja oziroma podzemnega jezera, kjer so naši nagrajenci morali odkriti skriti zaklad. Šli bomo skozi labirint, skozi množico rovov, ki nas lahko mimogrede odpeljejo od prehodov, se pravi od glavnih poti. Zato pa bomo poskrbeli jamari, ki bomo skupino in bomo poskrbeli, da pridemo skozi meander, skozi ožine, skozi labirint do cilja. Preživeli, kako je bilo? Odlično. Brez besed, odlično. Najbolj so bili tisti ozki rovi vmes, ko se je treba bilo čakati, pa tako v glavnem. Super, še enkrat, 100-krat. Bila je enkratna pustolovščina, nekaj neponovljivega verjetno. Kaj vam bo zavedno ostalo v spominu? Tisti ozki prehodi verjetno. Vse smo našli, tako da dobimo štempilke, potrdila, tako da smo bili eni izmed recimo 250 tukaj notri v tej jami. Glede na to, da so vsi celi in živi prišli ven, so si morali pomagati kot ekipa, morali si podajati opremo in absolutno lahko rečem, da so zmagovalci današnjega dne. In kaj pravzaprav je team building za tiste, ki ne vedo in bi kdaj radi šli v kakšno takšno pustolovščino? Team building je načelna gradnja ekip. Današnja ekipa se je tukaj srečala z enim ciljem, da pridejo do štempilke in nazaj, to jim je tudi uspelo. No, mi večinoma delamo sicer na poslovnem segmentu, delamo na podjetjih, organizacijah in to je en tak tipičen outdoor program, ki ga Team Building Akademija ponuja. Blatni, umazani in polni modric smo se le uspeli prebiti iz Kostanjeviške jame, ampak smo prepričani, da bi prav vsi pustolovščino še enkrat ponovili. Je tako?